Pozdravljeni, z vami sem Inga Gantar in mogoče me zdaj po dopustu že kar pogrešate, ker enkrat snemam, drugič ne snemam, ampak ko bom imela stvari urejene, zdaj sem v enih takih razmišljanjih, kako bom speljala posel naprej in pripravljam zanimive projekte. No, ta vikend sem lepa v Ričoneju, kjer smo imeli pri Neonajfu kongres, to je enkrat letno, in seveda zdaj zaradi korone, zadnja leta je bilo to vse preko interneta. No, tako da zdaj korona, tako moji občutki so, da je nekako dejansko nas spravlja na višjo vibracijo. Ali pa mene, mogoče pa mene spravlja, ker v osnovi vedno doživljamo ljudi okrog sebe skozi svoj spekter dojemanja sveta. In če se spomnim 3 leta nazaj, ko sem bila na kongresu, je bila tako napeta energija, nisem se dobro počutila, medtem ko zdaj sem se pa počutila odlično in veste, do česa sem prišla. Dejstvo je, da vse te zadeve, vsi dogodki in tako naprej so povezani s tem, kako se mi počutimo. In prvi dan sem res uživala, ampak drugi dan enostavno nisem mogla iti na kongres in sem si vzela dan samo za sebe. In sem šla na sprehod, pa sem šla plavat, pa sem šla dobro jest in zvečer sem šla na zabavo. In vem, da leta nazaj, ko je bil kongres ali pa kakršnakoli pasja procesija, če sem rekla, da pridem, jaz sem bila tam, čeprav je v meni mogoče kričala, ne, ni mi do tega, ampak jaz sem enostavno, kar sem rekla, moram biti tam. In ena stvar, kar sem se naučila v letih mojega življenja, da delam to, kar je dobro za mene. Šele takrat, ko mi delamo iz sebe, iz tistega svojega navdušenja, iz tistega, kar jaz želim biti tukaj, kar želim deliti, kar želim, ne pa zato, kar moram. In vse tisto, kar moram, nas dejansko mori, in po drugi strani vse to, kar pa delamo iz svoje strasti, pa res daje rezultate. No in seveda so bili rezultati za zadnje leto, pač sem med uspešnimi in zanimivo, pa ko sem razmišljala, kakšno sporočilo imam danes za vas iz knjige Ko ima življenje žur, se mi je odprla knjiga Upam, da mi bo uspelo. Upam, da me ne zapusti, bojim se biti sama. Kaj mora ostati skrito? No in vsi ti programi, ki jih imamo v svoji podzavesti. Leta nazaj, da bi sama šla na kongres, ne. Boljše je, bolj varno biti doma. Druga stvar, kar se tiče poslovnega uspeha. Leta in leta sem bila mentor. In kolikokrat sem slišala ljudi, ki so rekli, bom poskusil, pa upam, da mi bo uspelo. In v osnovi ta upam, da mi bo uspelo, je vnaprej kot sporočilo stvarstvu, se sploh dvomim, če si želim uspeti. In druga stvar pa zaupanje. Zaupanje v to, da imamo v sebi sposobnosti, da so vse energije, da tisto, kar mi iščemo, išče nas. In da ko mi razmišljamo, kaj želimo doseči v svojem življenju ali pa nenazadnje na poslovnem področju, kakšen promet želimo ustvariti, kakšne partnerje želimo imeti v svoji okolici, mi dobesedno svojo vibracijo prikličemo ljudi, ki resonirajo s to našo vibracijo. In seveda, zdaj v poslu sem dolg časa. Svoje podjetje sem odprla, ko sem imela 24 let. Se pravi, imam zdaj podjetje od 94. leta, 28 let imam svoje podjetje in 30 let sodelujem s podjetjem Neolife. No in zdaj, če gledam v 30 letih, seveda je bilo vzponov in padcev, kolikor želiš. Ker če gledamo, vem, da takrat, ko sem imela vzpone, je bilo vedno povezano z nekim navdušenjem, z nekim premikom, z neko energijo, z neki... Dobro, zdaj imam ta entuziazem, ampak to je v bistvu slovenska beseda, je navdušenje. Pač neka notranja energija je bilo kot vrelec, ki gre z tebe in privlači druge ljudi in vse laufa. In vem, da takrat, ko pa stvari niso laufale,
je bilo pa tako, kot da bi ta vrelec zamrl. In tisto, kar je pa šlo iz tega vrelca ven, je bila pa umazana voda. Še tista je smrdela, ker na koncu koncev so bili problemi na problem, še en problem, pa še en problem, pa še kakšen človek, ki je koga okrog prinesel in tako naprej. In v glavnem, kar sem se naučila v vseh teh letih, je to, da moj uspeh definira moja vibracija. Se pravi, ko sem jaz v moji dobri vibraciji, in brez slabe vesti si lahko vzamem tudi dan samo za sebe, ker vem, da takrat, ko nisem v dobri vibraciji, dejansko porabljam svojo življenjsko energijo, ampak ta moja življenjska energija jo porabim na koncu koncev za druge stvari v življenju, da lahko nekaj ustvarim. Zato, kdor je pameten, ne dela proti sebi. Ne? In se pravi, vse v življenju, kar potrebujemo, bomo dobili s tokom. Ko gremo s tokom življenja, nam bo vse prinesel. In vemo, da se velikokrat v življenju znajdemo nekje, ko mislimo, da bomo proti toku dosegali, da se moramo še bolj truditi, še več napora dati noter, še več energije, ampak na koncu, ko pa potegnemo črto, pa rečeš, od vsega truda sem samo utrujena, ne morem več. In šele takrat, ko se pa umirimo, ko dvigneš vesla, te pa dejansko se tvoj čoln obrne in dejansko s tokom prideš tja, kamor moraš priti. Jaz sem toliko prepričana v to. Leta in leta, zdaj, veste, pol človek, ki je toliko časa že na svetu, pa čez 50 let, lahko nekako gledaš rdečo nit, vlečeš svojega življenja in vidiš, da določene stvari pač funkcionirajo in te vodijo k več zadovoljstva, več sreče, več uspeha, ne nazadnje denar je posledica, tudi več zaslužka. In takrat, ko pa na silo delaš, pa vedno pride do tega, da telo na koncu reče, opa, tole pa se midva ne greva, in telo začne odpovedovati. No, zdaj pa prva stvar, kje telo začne odpovedovati? Danes sem govorila s prijateljico, ki je rekla, joj, Minka, take premike smo imeli, toliko veliko smo delali, premalo sem hodila in noge so polne celulita. Kaj naj naredim? Prva stvar, telo kliče po tem, daj, ja vem, prvo stvar pomislite, več se gibaj. Ne, daj gluten stran. Gluten te napihne. Daj gluten stran, saj probajte. Tisti, ki imate težave z vnetimi sklepi, z napihnenostjo, s celulitom, glavoboli, meglo v glavi, nespečnostjo, uteklimi, lahko dlesni, lahko zabuhli v glavo, ni važno, dajte gluten stran in boste videli, ko boste dali gluten stran, prva stvar bo, da se boste boljše počutili, ampak po 3 mesecih vi boste lahko jedli vse, ampak dobro, ne glutena, ampak vse ostalo, in vaše telo bo vzdrževalo idealno težo. In to vam povem iz svojih izkušenj. In to je v prvem delu knjige, ko ima življenje žur, kjer dejansko pišemo o glutenu in ko boste enkrat to pogruntali, kakšno škodo nam dela v telesu prav gluten. Ja, in potem ljudje grejo na testiranja in ko dobi testiranje negativno, nisem alergičen na gluten, dejansko to še nič ne pomeni. To samo pomeni, da nimate alergijo. Ampak, glejte, jaz tudi nimam sladkorne bolezni, ampak sem občutljiva na sladkor. In to pomeni, da moje telo odreagira, ko jem pa cukor. In to boste tukaj noter najdeli v prvem delu in prav obstaja en test, sicer jaz sem pozabila, kako se reče tistemu testu, da preverite, če ste alergični oziroma občutljivi na gluten. Jaz upam, da bom najdla zdaj tle noter. Ampak, če ne bom najdla, v vsakem primeru, dajte samo poskusiti, dajte gluten stran in boste videli, celulit zgine, bolj se počutite, več energije imate in to je prva zadeva. Druga zadeva, kar bi vsekakor priporočila pri tistih, ki želite biti na splošno v življenju bolj uspešni, predvsem pa to želite imeti več energije, ti življenjske energije, ker prav to,
gluten ti jo odnaša stran. Več življenjske energije pomeni, da je treba v celici povečati užig. No, pa imamo zdaj mečkaj še celico pogledati. Naše celice imajo mitohondrije. Vam bom narisala celico. Se pravi, prva stvar, da hranilne snovi grejo v celico in odpadne ven. To so hladno stiskana olja, ki vplivajo na to, da se celična vrata odprejo. Pa imamo pa mi tukaj še ena vrata do mitohondrijev. Mitohondriji so pa celične elektrarne in te celične elektrarne imajo ravno tako ovojnico in morajo hranilne snovi iti noter, priti do reakcije, da se proizvaja energija in odpadne snovi iti ven in tudi energija potem mora iti, da se občutimo energijo. Se pravi, rabimo hladno stiskana olja. Vžigalca v celici je vitamin B6, vžigalca v celici je magnezij, vžigalca v celici je C vitamin. In če ste ugasnjeni, brez življenjske energije, dajte povečati to troje. Zdaj, če boste pri meni naročali, vsekakor delam reklamo za sebe, vi lahko greste v lekarno, sploh ni noben problem, ampak če iščete dobro prehransko dopolnilo, vzemite Formulo 4. Formula 4 ali pa Provitality Plus vsebuje vse, da pride do te reakcije, da pride do tega užiga, da imate energijo. In to je to jaz uporabljam leta. Veste, koliko časa jaz uporabljam Formulo 4? Formulo 4 jaz uporabljam od svojega 22. leta, zdaj imam pa 52 let. 30 let in prvo stvar rečete s prekinitvami. Ne, ker je to koncentrat hrane, ki vpliva na celični užig. In imam energijo in se dobro počutam in predvsem, ker je noter bakar, nimam sivih las, ker je noter cink, selen, dviga imunski sistem, ker je C vitamin, B vitamin, vpliva na užig, ker so olja noter, odpre celično membrano in imam energijo. In to isto vi lahko naredite in ja, jaz vem, to je investicija v mene. Zato, ker kako ne moje celice delujejo, če sem jaz cela podrta. Druga zadeva, kar moramo razumeti, še ena skrivnost do več energije je, poskrbeti je treba za prožne telomere. Zdaj pa vem, sem govorila o telomerih, za vse tiste, ki vas več zanima o telomerih, preberite knjigo tukaj v modrem poglavju, ko imajo duše žur, drugače pa o tem govori avtor knjige Med znanostjo in duhovnostjo. Tam noter tudi piše, se pravi, Greg Baden, nekaj takega, v glavnem, knjige imam tamle. In tako da v glavnem, kaj je zdaj ta telomer? V glavnem telomer je pri DNK-ju, če je to vijačnica, jaz to vam ne boste videli, takole je DNK prpet, vidite, DNK, in elastika, ki drži kromosom, elastike, temu se reče telomer. In da se reakcija zgodi, potrebujemo encim, ki se imenuje telomeraza. Zdaj pa spet znanost, pojmo na čisto preproste zadeve. Da ta encim začne delovati, mi potrebujemo B vitamin, potrebujemo C vitamin, cink, bakar, selen. In zdaj spet, kje to dobimo? V Formuli 4. In dobesedno, ko mi vplivamo na to, da celična membrana deluje, da pride do užiga v mitohondrijih, da pride do tega, da se te elastike začnejo obnavljati, dejansko je to ključ do te življenjske energije, da se v celicah proizvaja energija, da ste vi sposobni pač funkcionirati. Zdaj pa pomislimo, glejte, nihče izmed nas se ne želi, da bi bil cel sesut, da ima glavo na prepihu, kot da bi imel meglo v glavi. In na koncev, vse, kar mi v življenju naredimo, je pač povezan s to življenjsko energijo. Se pravi, čisto preprosto, če želimo življenjsko energijo povečati, prvo, nehajmo skrbeti za to, da nam odteka, dajmo gluten stran, pa še kakšnega človeka, ki nas zastruplja, in dodajmo tiste stvari, ki nam povečujejo to življenjsko energijo. In potem, ko imamo dovolj te življenjske energije,
dejansko bomo uspešni na vseh področjih. Tako da, današnji video je zanimiv. Jaz upam, da ste razumeli, kaj sem vam govorila. Vi odločate o vaši življenjski energiji, nihče drug. In vi ste tisti, ki ste komandant tako vaših celic kot vašega življenja. Nihče namesto vas ne odpira vaša usta, nihče vam ne tlači stvari noter v usta in predvsem nihče ne razmišlja z vašo glavo. Samo vi. Se pravi, ste vi tisti, ki odločate, kaj se bo podilo po vaši glavi oziroma kakšna pesem se bo predvajala v vaši glavi, ali bo to heavy metal, ali bo to ena čudovita arija, ki boža dušo in telo. To je pa vaša odločitev. No in zdaj pa imamo pogledati, zdaj to kar boža dušo in telo. Eno sporočilo s kart prehodu v novo dobo za vse tiste svetle duše, ki se želite ohranjati svojo življenjsko energijo, tudi pol v tista leta, ko boste, veste, zrela leta, ne? Ko boste, ko marsikomu že močno pojema življenjska energija, pa ni nujno, da vam. Lahko poskrbite, da jo imate vedno in povsod. Prva karta je prišla voda, druga je prišla odločitev in ta tretja karta je prišla odpuščanje. Zanimive karte. Voda očisti me. Dovoljujem, da vsi strupi odidejo na celični in na telesni ravni. Naj vse prečisti in če imate čustvene bolečine, napišite to na list papirja in zmečite v vodo. In to je direktno povezano z odpuščanjem. Se pravi, odpustite vsem ljudem, ki so vam ranili, ker ljudje, ki nas ranijo, delajo vedno iz svoje bolečine. Eno je modrost, ki jo pridobite z določeno lekcijo, pač, ker ste modri, pa če vas je nekdo že parkrat pelal, žejne čez vodo, boste naslednjič mogoče rekli ne hvala, ampak gre se za to, da odpustite in da greste naprej pač svobodni, brez teh ruzakov. In ta svoboda, pogumno se odločam za sebe. In to odločanje za sebe je povezano s tem, da postajate dejansko celostni. Ker ko se odločite vi za sebe, to ne pomeni tako kot zdaj na kongresu. Meni ni bilo za iti na kongres. Se pravi, jaz sem se odločila za sebe. A sem komu dolžna kaj? Ne. A bo kongres glih tako uspel? Bo. A sem, glejte, pač odločam se za sebe. Prav je, da se postavim na prvo mesto. Dovoljeno je, da sem močna. Svojo moč lahko izražam na ljubeč način. Sledim sporočilom, namigom in znamenjem, ki me vodijo naprej. Varna sem tukaj in zdaj. Odpirajo se mi nove poti, sposobnosti in nove energije. In takrat, ko delate za sebe, dobesedno se vam odpre nova moč, nova povezava in dovolite, da vas vodi ta notranja intuicija. In jaz se zdaj toliko smejim, ker to moje vodstvo je tako so zanimivi ti angeli, ki ti govorijo, nared to, nared to, nared to. Fajn me šolajo, predvsem to bodi ubogljiva, ampak ubogljiva v tej smeri poslušaj sporočila, nehaj blokirati sporočila, ker ti ves čas govorimo, kaj je dobro za tebe. In verjemite mi, tudi vi imate te angele, ki vam ves čas govorijo, zato dajte utišati svoj da vas lahko vodi vaša duša. Tako da uživajte, vse dobro vam želim, predvsem dovolite, da se v vašem življenju zgodi notranji preporod.